Spoštovani gostje, dragi prijatelji, vsem skupaj prav lep pozdrav. Prav lep pozdrav, žal jo danes ni med nami častne predsednice kluba, gospe Marije Vodišek, ki je v letošnjem letu pred nekaj meseci praznovala visok življenjski jubilej, 90. rojstni dan. V imenu kluba ji iskreno čestitam in ji želim še veliko let zdravja, jasnih misli, življenjske energije in klene, kritične, pisane besede. Počastimo jo z enim močnim aplavzom. Lepo je videti toliko seniork in seniorjev skupaj. Hvala vam, da ste si vzeli čas in prišli. S tem vedno znova dokazujemo, da smo seniori in seniorke pomemben steber članstva naše stranke. To je, kot v šali rad rečem, zelo perspektiven klub, v katerega prej ali slej vsi naši člani pridejo. Kaj naj povem ob že predhodnem govoru ministra Vinka? Mogoče iz pogleda kluba seniorjev in seniork. Seniorji in seniorke smo generacija, to rad poudarjam in z tega tudi izhajamo, dali tej družbi vse svoje znanje, izkušnje in svoje delovno obdobje. In se zavedamo, da je to naša država, naša domovina, ki jo imamo radi in jo spoštujemo. Zato si jemljemo pravico, da kritično spremljamo in ocenjujemo delo politike. Danes in v zadnjem letu smo ogorčeno se vprašujemo, kako je mogoče, da je še pred 4 leti bila Slovenija hit Evropske unije, da je bila zgodba o uspehu in se čudimo, kako je bilo možno, da je prejšnja oblast in prejšnja leva vladna koalicija spremenila ta zgodba o uspehu v zgodbo o neuspehu in pahnila Slovenijo na dno Evropske unije. Danes je dan za druženje tukaj, za medsebojno spoznavanje, za prijateljevanje, za optimizem. Optimizem v tem času vsi skupaj najbolj potrebujemo. In upravičeni smo do optimizma, kajti imamo našo vlado, desno-sredinsko vlado, ki ima jasne cilje, jasno začrtane poti, kako te cilje doseči. Imamo vlado, ki ima znanje, izkušnje, sposobnost, energijno željo, da potegne Slovenijo iz gospodarske, finančne in moralne krize. Pričakujemo, da bo ta Slovenija zopet postala uspešna, gospodarsko in finančno, da bo perspektivna za mlade, da bo polno zaposlenost delovno aktivnih in da bo socialno in skrbna za starejšo populacijo, za socialno ogrožene in tudi za upokojence. Pričakujemo, da bo končno Slovenija postala tudi pravna država, da bo pravni meter za vse državljane enak. Ne pa to, kar se je zgodilo pred par dnevi, ko je sodišče sprejelo sramotno sodbo in oprostilo ali samo simbolično pogojno obtožilo barabine afere Zbiljskega gaja. Ljudje pa so ostali brez hiše in brez življenjskih prihrankov. To je sramota. Pričakujemo, da bo
da bojo vsi tisti posamezniki, ki so nemoralno, nepošteno ali nezakonito prišli do enormnega tajkunskega bogatstva, sankcionirani, da jim bo odvzeto nepošteno pridobljeno premoženje. Pričakujemo, da bojo sankcionirani posamezniki, ki so zaradi svoje nesposobnosti, zaradi svoje lakomnosti ali za svoje drugih osebnih interesov odgovorni za propad velikih podjetij. In s tem povzročili, da so na cesti ostala množica ljudi, večinoma celo brez plače. Pričakujemo in še pričakujemo od naše vlade, zato jo podpiramo in jo bomo tudi v prihodnje podpirali. Pred bi povedal še to, da so pred nami v naslednjih mesecih pomembni meseci volilne kampanje za predsedniške volitve. Imamo odličnega predsedniškega kandidata, doktorja Milana Zvera, ki se nam bo kasneje pridružil, ker ima zdaj druge obveznosti. Trenutno je kandidat res pravi demokrat od glave do pete. In Slovenija bo dobila predsednika, ki bo res predsednik vseh državljanov, ki bo predsednik, ki bo res združeval Slovence in ne jih razdvajal, ki bo predsednik dejansko tak, kakor si ga tudi želimo, ki bo usmerjen v prihodnost in ne v preteklost. Seniorji in seniorke bomo maksimalno storili vse v kampanji in dali svoj prispevek, da Slovenija končno dobi tudi našega, in to 4. predsednik Republike Slovenije. Mogoče je simbolično to, da ko smo se lansko leto zbrali in je bilo na višek predreferendumske kampanje in kjer smo uspeli, da je to simbolično, tudi današnji dan simbolično, da bomo uspeli na predsedniških volitvah. Ne končam. Danes, kot sem že rekel, je dan za druženje, dan za prijateljevanje, dan za veselje in optimizem. Prijetno je, ko dan začneš in končaš s prijatelji. Zelo veselo je, ko si skupaj s prijatelji. Upam in želim, in to je Bojan pa že potrdil, da se bomo tudi drugo leto srečali tu v tem prijetnem kotičku v dolini pod Brlogom. Zato se na koncu zahvalim prijateljem iz Šentilja in Bojanu kot predsedniku občinskega odbora in lastniku tega prijetnega kraja, tega kotička, za vso gostoljubje in materialno in organizacijsko pomoč in podporo. Zahvala tudi glavnemu tajništvu za pomoč in podporo. Vse skupaj želim še naprej lep in prijeten dan in srečno.